Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito pravljično željo poklanjam Luku, zvestemu poslušalcu pravljic. Luka bi želel slišati pravljico o skrbni deklici Marinki, ki je bila tudi v mojem otroštvu ena izmed najbolj priljubljenih slikanic. Tokrat bo Marinka priskočila na pomoč ubogemu gozdnemu zajčku. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Lukovi pravljični želji z naslovom Marinka v gozdu. Danes je končana žetev. Marinka pomaga spravljati slamo v skedenj. Sede, da bi se za trenutek odpočila, ko zagleda majhen, drhteč rdečkast nos. To je gozdni zajček, ki je ves otrpel od strahu. Iz slame kuka samo njegov nosek. Ubogi zajček, mu reče Marinka in ga osvobodi. Saj to je pravi čudež, da te niso zdrobili noži kosilnice. Ne boj se, odnesla te bom domov. Klicala te bom Pipi. A, kako majhen je, reče mama. Mislim, da je lačen. Poiskala bom stekleničko z dudljo, predlaga Marinka. Gotovo bo dobra tista, ki jo dajem punčki. Pipi hitro raste. Marinka se z njim izvrstno zabava, on pa se ne boji več. David in Sonja, Marinkina soseda, se vsak dan zanimata, kako zajček napreduje. Prinašata mu regrat, grahove luščine, krompirjeve lupine in drugo. Čudno, vrhove ušes ima modrikaste. Moraš mu dati ime Modroušček. Zdi se mi, da je Pipi danes žalosten, pripomni David. Res je, se strinja Marinka. To me začenja skrbeti. Že nekaj dni nima apetita. Njegova dlaka je izgubila sijaj. Ne čisti se. Noče se igrati. Mislim, da potrebuje več zraka, doda Sonja. To ni kunec, temveč zajček, misli David. On je gozdna žival in ne prenaša zaprtega prostora. Treba ga je spustiti na prostost. Vem, reče Marinka, toda ne morem ga pustiti kjerkoli. Ded mi je vedno govoril, ko imaš neko žival, moraš zanjo tudi skrbeti. Po kosilu se Marinka odločno napoti z zajčkom proti gozdu. Na začetku gozda zasliši nenavaden šum. Glej, Pipi, to je jata sinic. One se vsako leto ob tem času zbirajo velike jate, vse vrste. Črne, modre, čopaste sinice. Glej no, celo ptički kraljički so v jati. Lepo jih je videti. Kako ti je všeč tukaj? Ali vidiš staro ogrado na koncu steze? Tam se začenja gozd. Zlobodrava šoja, ki vse vidi in sliši, je prva opazila Marinko. Vidim lovca, izgleda zelo divji. Je že ujel zajca. Kliče šoja vsakomur, kdor jo želi poslušati. Ves gozd se je vznemiril. Skrimo se, vpije lisica. Bežimo, doda košuta. Toda ne, to vendar ni lovec, jih miri taščica. To je Marinka, dobro jo poznam. Ona mi vedno ponudi kakšno odlično hrano, ko spomladi koplje na vrtu. To je res?
povzdigne glas še sinica. Marinka po zimi hrani živali s slanino in zrnjem. Hrup je nekoliko utihnil. Veselimo se, ne bojmo se, vpije sinica. To je prijatelj. Pojdiva ob potoku, reče Marinka zajčku. Tako ne bova zašla. Pazi, tukaj drsi. Poglej, Pipi, reče Marinka vznemirjeno. To so stopinje jazbeca, ki dokazujejo, da je prišel neko noč jazbec v vas. Hotel je ukrasti vinograde in se nazobati grozdja. Zaradi njegovega črnega smrčka in velike zadnjice je stric Martin v mraku pomislil, da je to medvedek. Zelo se je prestrašil. Razpoznavam pa tudi te sledove v blatu. Ded mi jih je pokazal prejšnjo zimo v kokošnjaku. To je lisica. Ona po noči krade v kokoši. Ne stojva tukaj. Ta žival je nevarna tudi za zajčke. Ko pomislim na vse nevarnosti, ki bi te lahko doletele, če bi te pustila tukaj, me mrazi po telesu. Pojdiva hitro naprej in predvsem ne obračaj se. Opazila naj jo je divja mačka. Morda se lahko tule zaustavimo, predlaga Marinka. Ko je izgovorila te besede, že se je pojavila skupina divjih svin. Kruleč so lezle iz mlakuže. Marinka skoči s Pipijem na deblo, ki je bilo položeno prek potoka. Greva brž, Pipi, svinje ne bodo mogle za nama. Pa sva na drugi strani. Nisem mislila, da te bom tako težko pustila v naravi, vzdihuje Marinka, že nekoliko prestrašena. Marinka in Pipi pozorno opazujeta nekaj žarečega kot plamen. Veverica z dvignjenim repom grizlja storž. Nenadoma ga izpusti in izgine med vejami. V tem trenutku se pojavi skupina lovcev. Brez obotavljanja Marinka pobegne v nasprotno smer. Vsa zadihana se znajde na jasi, na kateri so poskakovale košute in jeleni. Zdaj je ravno čas dvorjenja. Velik jelen z ogromnim rogovjem dvigne glavo naprej in močno zaruka, tako da odmeva na vse strani. Srne okoli njega trepetajo. Rešite se! Rešite se! Prihajajo lovci! Vpije proti njim Marinka. V hipu se živali razbežijo in izginejo v gozdu. Gozd je zelo nevaren za takega zajčka, kot si ti. Pripomni Marinka, ki je vzelo že ves pogum in izgubila je upanje, da bo kje našla varen kotiček za svojega Pipija. Nenadoma se iz daljave zasliši hrup. Marinka gleda v smer, iz katere hrup prihaja. Drvar Ivan žaga hlode na mestu, kjer je sekanje dovoljeno. Kaj, ko bi njega vprašala za nasvet? Pomisli Marinka. On dobro pozna gozd. Lahko nama pove, kje bi našla primeren kraj zate. Dajva! Glej, to je moja prijateljica Marinka. Kaj delaš tukaj? Vpraša Ivan. Moram te pokarati. Ni pametno, da se potikaš tot okoli popolnoma sama. Iščem miren kotiček, kjer bi lahko pustila svojega prijateljčka zajčka, reče Marinka in mu pove celo zgodbo. Poznam primeren prostor na vrhu gozda, reče Ivan, potem ko je dobro premislil. Povzpni se na traktor in ne boj se. Kmalu bom končal delo in te lahko odpeljem do vasi. Spotoma Ivan pojasnjuje Marinki. Tvojemu zajčku je potreben gozd, v katerem bo našel druge zajce. Poglej tole jazbino, v bližini je celo robida. To je čudovit prostor, se navdušuje Marinka.
Marinka postavi Pipija na štor. Še priporoči mu: najvažnejše je, da boš pazljiv. Ne izpostavljaj se nevarnosti v gozdu. Izogibaj se sovi in sokolu. Ne verjemi tihurju in skopcu, niti lisici. Obljubljam ti, da te bom prišla obiskat. Približuje se večer. Marinka se mora vrniti domov. Pipi ves otrpel gleda, kako se Marinka oddaljuje. Marinka odhaja z Ivanom, ki je obljubil, da jo bo odpeljal domov, še preden se bo zmračilo. Nekaj mesecev pozneje, nekega zimskega jutra, se Marinka odpravi v gozd. Drevesa trepetajo, kajti prekriva jih ivje. Drvarji se grejejo ob ognju, ki so si ga prižgali. Marinka gre mimo njih naprej. Poledenelo listje in vejice se lomijo pod njenimi čevlji. Pipi! Kliče Marinka. Skupina zajcev, čisto prestrašenih zaradi njenih klicev, beži globlje v gozd. Marinki se je zazdelo, da je v visoki travi za hip videla vršiček modrega ušesa svojega zajčka. Morda je hotel reči: dober dan, si je mislila. Ob tem pa je bila tudi malo razočarana, da njen mali prijatelj ni pritekel k njej. Pa nič za to. Ne bom jokala zaradi enega zajčka. Ja. Bravo, Marinka. Tako si skrbna in verjamem, da se zajček Pipi še velikokrat spomni nate ter na vse tvoje koristne nasvete. Luka, najlepša hvala za idejo o odlični pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim pravljicam, ki že čakajo na vas. Lepo se imejte, bodimo skrbni tudi sami. Prijeten pravljičen pozdravček Luku, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo!